Najprej je bilo presenečenje. Baleno je spet nazaj? No, potem je sledilo navdušenje. Sveže, zanimivo je oblikovan in sicer precej japonskega videza, kar pomeni, da bo verjetno prej zastaral, a ta hip se za balenom glave pogosto obračajo. Potem pokukaš v notranjost in vidiš moderne merilnike in velik zaslon na sredinski konzoli in navdušenje se samo še stopnjuje. Ta touchscreen je modern, barvit in z realistično grafiko navigacijske naprave. Potem odpreš prtljažnik. Najprej deluje plitek, a nato opaziš skrit utor, ki dvigne pregradno polico, da ta ponudi ravno dno ob podrtih sedežih. A pod tem dnom se odpre globoka jama. Seveda bo marsikdo potarnal nad visokim nakladalnim robom, a tako globokega prtljažnika malčki tega velikostnega in cenovnega ranga pač nimajo. Nato smo sedli na zadnje sedeže. Morda imajo malce kratko sedalo, a so daleč od neudobnega, celo za odrasle. In potem smo sedli za volan. Tu je sledilo prvo razočaranje. Glede na položaj stopal bi moral biti volanski obroč bolj občutno nastavljiv po globini, očitno imamo prekratke roke. Drugo razočaranje je sledilo med vožnjo. Motor se v nizkih vrtljajih počuti slabo in cuka. Ker smo v dobi turbomotorjev, balenov 1.2 deluje šibak. Šibka točka pa je tudi krmiljenje. Avto v ovinkih vozniku ne daje pravega občutka. A potem opaziš ceno. Tale deluxe z velikim zaslonom je sicer primerljive cene, kot so konkurenčni malčki, a v ceniku je tudi cenejši baleno s ceno 11 tisočakov. To pa je dobra cena, še zlasti zato, ker jo tudi nadpovprečno dobro ohranja.